Pozdravljeni v novi oddaji Puntar TV. V 8. krogu so člani na domačem igrišču gostili Dobovec trgovine Jager in ostali praznih rok. V izenačenem prvem polčasu, ki se je končal z 2:2, sta za Puntarje zadela Jani Ručna in Andraž Gregorčič. V drugem delu so bili Puntarji konkretnejši, a se mreža ni več tresla. Nasprotno, v 37 minuti so gostje iz hitrega protinapada zadeli za končnih 2:3. Poglejmo na parket in prisluhnimo izjavam. Ja, jaz mislim, da je bila tekma na nivoju, takih je malo v prvi ligi. V futsalu je tako, da zmaga tisti, ko naredi manj napak. Danes smo bili mi ta ekipa in smo na koncu zmagali. Mogoče realen rezultat bi lahko bil tudi izenačeno, ampak pač na koncu smo mi bili srečnejši in mogoče zasluženo zmagali. Puntar je povedal, zadetek ste dobili izračujoči 2 sekundi do konca. To običajno lahko prevaga tehtnico na nasprotno stran. Ja, pač bil je palec koncentracije, 3 sekunde še bilo do konca. Morali smo se malo bolj zaprti pri koti in mislim, da ne bi bil gol, ampak pobrali smo se na polčasu in pol se odločili, da bomo v drugem polčasu popravili. Igor, lahko rečemo še ena zanimiva tekma, pravi derbi z Dobovcem na koncu, zaslužena zmaga gostov. Ja, vse to drugo je bilo v redu, razen rezultata na koncu. Jaz mislim, da gledalci so videli eno lepo tekmo, Dobovci zaslužili na mestu, kjer je, ima dobro ekipo, to se je pokazalo tudi danes na tekmi, kjer je bilo malo priložnosti, ampak visok ritem skozi celo tekmo. Predvsem prva 2 zadetka, lahko rečemo, na rovaš napak v obrambi. Ja, zelo smo se veselili prvega zadetka, ki smo ga dosegli. Na takih tekmah je zelo pomembno, kdo prvi doseže zadetek. Vendar smo potem sami nekako ponudili Dobovcu priključek, z odprtimi rokami so to sprejeli in potem smo se trudili, cel drugi polčas napadali, oni so se nekoliko pomaknili v obrambo in zdržali v temu in iz ene kontre zadeli. Zelo smo si želeli teh 3 točk, da se približamo vrhu oziroma ostanemo v stiku, tako da bomo mogli stisniti zobe in iti v druge tekme po točke. Derbi je upravičil pričakovanja, bi lahko rekli, zmago ste že želeli in na koncu se ni išlo. Derbi ni upravičil pričakovanja, ker mi smo upali, da bomo zmagali. Po sami igri pa mislim, da ja. Jaz mislim, da je bila ena taka zelo dobra tekma. Jaz zmeraj trdim, da Dobovci ima izredno dobro ekipo in tudi danes ne glede, da 2 igralcev niso imeli, so se pokazali kot izredno čvrsti.
Alen, danes lahko rečem, da smo spremljali vrhunsko predstavo za slovenske razmere. Ja, res, bil je pravi derbi v polnem tempi, vseh 40 minut. Vedeli smo, da bo odločila malenkosti. Mogoče je tokrat malo več sreče bilo na naši strani. Je pa, ne vem, res prava tekma, bila pravi derbi. Lahko bi bilo rezultat tudi drugače, ampak se je odvilo v našo korist. Eden od junakov srečanja si bil zagotovo ti z nekaj odličnimi obrambami. Si v vrhunski oziroma reprezentančni formi. Ja, dobro, treba biti, čeprav je tudi Aljoša obranil dobro tekmo. Ne vem, to so take tekme, ko golmani morajo braniti, igralci morajo dati 100%. Rečem, odločajo malenkosti, mala nezbranost in lahko naredi drugi rezultat. Domet Dobovca, domet Puntarja v letošnji sezoni? Ja, mislim, da bo do konca izenačen boj med vsemi štirimi. Mislim, da je letos najbolj izenačena liga do sedaj. Odstopajo 4 ekipe, čeprav, če pa nisi zbran, pa lahko proti vsaki ekipi izgubiš kakšno točko. Mi smo čakali na protinapade, mislim, da smo dobro odigrali obrambo. Puntar je imel nekoliko več od igre, ampak vseeno, ko smo mi imeli žogo, smo jo dobro držali. V drugem polčasu ena napaka v obrambi Puntar in gol. Sedaj sledi gostovanje v Sežani, kjer je zmaga, lahko rečem, Krnuja. Seveda, mislim, mi se na vsaki tekmi igramo zato, da bomo zmagali. Je pa tako, da v letošnjem prvenstvu vsaka ekipa sigurno težka, nobena tekma ni lahka. Sploh, če si kao favorit in potem misliš, da je že dovolj, če stopiš na igrišče, ampak se pravim, treba se bo potruditi. Jaz računam dejansko na zmago, normalno, ampak je pa res, da se bo treba potruditi in dati maksimum od sebe, tako da bomo potem vknjižili lahko tiste 3 točke. Kako je sedaj zdravstveni bilten, kako je s Tilnom Štendlerjem in Anžetom Širekom? Jaz mislim, da Anže bo sigurno pripravljen za drug teden. Tilen ima pa v ponedeljek šele ultrazvok, da se bo videlo dejansko, kje je, kako je s tisto njegovo kostjo, je mogoče počena, je samo udarc, tako da bomo v ponedeljek več videli in se bomo potem na podlagi tistih slik odločili, kako z njim. V prihodnjem krogu varovanci trenerja Mateja Kavčiča gostujejo v Sežani pri Casino Safiriju. Tekma bo v petek 4. novembra ob 21. uri. Včeraj je s tekmovanjem v državnem prvenstvu začela selekcija do 18 let. Na uvodnem turnirju v Ajdovščini so varovanci trenerja Mirana Rejca zabeležili 2 zmagi. Ugnali so Ilirsko Bistrico s 5-2 in Škofijski Bronx s 3-2. 4 zadetke je prispeval Nejc Hozjan, 3 Nino Zalašček, enega pa Peter Rutar. Poglejmo reportažo iz ajdovskih polic. Tilen, državno prvenstvo v Ajdovščini, to so bile tvoje prve uradne tekme za Puntar in nasploh v dvoranskem nogometu. No, nekaj treme najbrž je bilo prisotne, predvsem na tej prvi tekmi. Ja, tam sem dobil tudi 2 smešnega zadetka. Obedva sem dobil pač skozi uhca, dobesedno. In vse zgodi pač, trema je bila, tako kakor zmeri. In mora biti tudi trema kdaj. Ampak kot ekipa delujete zelo čvrsto, zelo stabilno.
Ja, imamo tudi dobre posameznike, naprimer Klemen, Nino. Nino tudi igra zdaj že za člane, strenira in mislim, da bomo letos zelo dobri, imamo pa tudi druge dobre posameznike. Uvodna tekma letošnjega državnega prvenstva je za vami, poraz 5-2, kako bi ocenil samo srečanje? Ja, ocenil bi tako, da je Puntar odigral eno zelo odraslo tekmo, zgubili smo zasluženo. Puntar je bil boljši v vseh pogledih, tehnično, kondicijsko. Dobili smo nekaj smešnih golov, katere pač si nismo nekako zaslužili. Lahko bi igrali tudi boljšo tekmo, ampak rezultat je takšen, kakršen je. Mi s tekmo smo zadovoljni, mi smo se prišli bolj zabavati, kot igrati. No, vseeno pa si kar nekajkrat odlično posredoval in reševal svojo ekipo. Prvi polčas sem bil zelo zadovoljen sam s sabo, v drugem polčasu sem se parkrat razočaral. Tu je pač ta neizkušenost in malo treniranja. Začeli smo s treniranjem zelo kasno in pač tu je posledica vsega tega. Upam, da bo naslednja tekmo povezal 2 polčasa odlična. Zanimiva tekma, napeta do zadnjih trenutkov, na koncu zmaga Puntarjev, vi ste ostali prekratki za zadetek. Ja, imam pač zapovedati, da tekma je bila res naporna, potrudili smo se z vsemi močmi, pa pač zmaga je boljši. Zadetek si prijel že v prvi minuti, na to odlično obranil, na koncu pa ti je tudi s pomočjo vratnice nekako zagodlo. Ja, pač ta prvi zadetek je bil pač malo ponesrečen iz moje strani, sem narobe reagiral. Na srednji streli pa sem dokaj dobro obranil, pa pač ni bilo prave obrambe, pa so dali gol, nažalost. Ja, Puntar je zelo dobra ekipa, vsaka čast fantom, trenirajo dobro, vsi so odlični in kot sem rekel, fanti so res izjemno dobri. Nejc, na tej drugi tekmi z Bronxom si dosegel 2 zadetka, izenačujočega in potem tistega odločilnega za 3-2. Kako si videl vse skupaj? Kot ekipa smo igrali zelo dobro, mi smo cel cajt napadali, na koncu je pač tako prišlo, da je do mene prišla žoga in jaz sem samo streljal in dam gol. Bil je pa atraktiven zadetek. Ja, lahko bi rekli, da je bil. Ocena celotnega turnirja, 2 tekmi, 2 zmagi, ta proti Bronxom nekoliko težje izbojevana, pa vseeno, točke štejejo. Ja, prvo tekmo smo zmagali bolj rutinsko, drugo je pa odločila malo sreča. Za konec oddaje še 2 napovedi. Ekipa do 21 let bo v nedeljo 6. novembra ob 17. uri na domačem igrišču gostila vrstnike Velikih Lašč. Napovejmo pa še gol meseca oktobra, ki štarta s ponedeljkom. Glasovanje bo trajalo 14 dni. Do takrat pa glasujte za naše.